Ker če ti nisi naspan, nisi efektiven, koncentracija pade. Potem to začneš opažati čez nekaj časa, potem si slabe volje, ker nisi več tako efektiven. Ne veš, kje je razlog, ker ne veš, da je spanc težava. Ne? In se ti začnejo stvari podirati. Mogoče celo kakšen partner to pogrunta in ni fino. Ne? Aha, ni toliko efektive, kaj se pa zdaj dogaja. In pripelje do lahko tudi do slabih ciljev. Ne? Pa slabih odnosov na koncu. Ne? Ja, spanc je, pa bom tako rekel, no. Veliko si dam dela s tem. Kdaj, koliko, zakaj. Zanj eden v komentar nekam napisal, da kva delam v življenju, da imam še cajt ta podcast delati. Veliko se ukvarjam s tem in če sem do česa prišel zase, je to, da spanca začne zjutraj, pa vstajanje se začne zvečer. Naprimer, ne vem, pa se to veliko ptičkov žičivka, ne? Kava po 12 uri, koliko časa rab kofein, da se razgradi, potem kako ti dneven bioritem funkcionira, da imaš vzpone, vsak ima sestavljen dan iz 2 pikov, med tem 2 pikoma je srednjeva en pač crash, pa zvečer pol imaš neko naravno uro, ko ti telo začne proizvajati melatonin, zato da ti telo ti dejansko hoče pomagati zaspati. Je pa dejstvo, da če se ti tega vsaj do določene mere ne meriš, ne opazuješ, ne moš kar vedeti, ker to ni tako, da ti je na lučka v glav po svetu, zdaj je pa melatonin tukaj pa id spat.